Življenje v azilnem domu ureja hišni red. Vedeti morate, da v azilnem domu živijo ljudje različne narodnosti, kulture, vere, različnih običajev in zato vsaka taka institucija potrebuje hišni red oziroma neka pravila bivanja. Hišni red ni narejen z namenom, da bi kogarkoli oblikovali, ampak predvsem z namenom, da bi vsa ta pravila pripomogla k strpnejšemu, urejenejšemu in varnejšemu sobivanju v državi. Prosilci se lahko svobodno gibljajo med 6 in 22 uro, brez kakršnekoli ulice, lahko predlog pred 6 uro zjutraj in po 12 uri pa potrebujejo dovoljenje. Potrebujejo posebno dovoljenico, za njo zaprošajo predvsem petkih, se pravi za vikend, da se obdržijo kakršnekoli zabave. V lanskem letu je bilo izdanih več kot 1500 dovoljenic in vsi tisti prosilci, ki delajo v skladu z zakonom, imajo izdano dovoljenico za predčasno zapustitev azilnega doma in potem tudi kasnejši prihod. Prosilci imajo seveda tudi pravico do obiskov. Obiskovalce lahko sprejemajo ali pri vhodu, se pravi v prostoru, ki je namenjen za obiske, ali pa v sobah. Hišni red zelo natančno določa, kaj je dovoljeno in kaj ni dovoljeno. Hišni red določa, kaj so njihove obveznosti. Obveznosti, recimo, da morajo skrbeti za higieno sobe, čistoča, da morajo skrbeti za okolico azilnega doma, da morajo dosledno upoštevati čas prihoda in odhoda iz doma. Dovoljeno pa seveda ni, kot naprej, nasilniško obnašanje, nestrpno obnašanje, posodovanja, orožja, kakšnega orodja, vnos alkohola. In v vsakem vstopu v azilni dom so prosilci preverjeni. Predvsem zato, da se ugotovi, da v azilni dom ne vnašajo snovi, ki pač niso dovoljene. V preteklosti se je že pokazalo, da se načeloma vsi prosilci, pa večina prosilcev to spoštuje, seveda kakšni bedini pa tudi ne. In zato je ta pregled zelo pomemben, predvsem zaradi varnosti, ker smo pač mi odgovorni za varnosti ljudi, ki bivajo v tem domu. Seveda pa hišni red določa tudi sankcije. Sankcije hišnega reda so opredeljene predvsem z ustnim opominjom, drugače pa vsak prosilec ali socialni delavec prosilca vedno najprej opozori, recimo, če nima spravne sobe in če se to pač 3-4 zgodi, potem mu izreče ustni opomin. Po 3-kratni ponovitvi, recimo, kakšnega dejanja, ali pa ne, da enkrat ne spravi sobe, enkrat vnaša alkohol ali podobne stvari, potem lahko dobi pisni opomin, na katerega se lahko tudi pritoži. Po 5-kratni ponovitvi take kršitve pa lahko mu pristojni organ ne izda dovoljenice. Kar ne pomeni, da on 6 in 20 uro ne sme ven, lahko je samo potem po tem času, recimo po 20 te dovoljenice ne dobi. Pravice prosilcev za azil pa so določene v pravilniku o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcev za azil. Jaz vam bom razložila samo najpomembnejše pravice. Ena izmed njih je seveda pravica do prebivanja. Prosilec lahko biva v Republiki Sloveniji do pravnomočne odločitve oziroma do izvršljive odločitve pristojnega organa. Ima tudi pravico do osnovne oskrbe, ki vključuje nastanitev v azilnem domu, potem prehrano. Prosilci so upravičeni do 3 obrokov, otroci do 14. leta še do 2 malic, popoldanske in dopoldanske, in tudi šolske malice. Prehrana je prilagojena njihovi kulturi, lahko pa seveda dobijo tudi kakšno dietno prehrano in za otroke posebno poskrbljeno za otroškimi meniji. Upravičeni so do obleke in obutve, da ne dobijo od spodnjega pravila majic, pulover, bund, kratkih hlač, jaken, seveda se pa oblačila ločijo zimska in letna. Potem prosilci, ki se razselijo, oni imajo tudi možnost razselitve, to pomeni bivanje na zasebnem naslovu, zato morajo vložiti prošnjo. O njihovi prošnji odloča posebna komisija, v kateri so predstavniki tudi nevladnih organizacij, zdravnik, predstavnik Ministrstva za zdravje. In če se oseba razseli, potem je upravičen do finančne pomoči. V lanskem letu je bilo na to komisijo prišlo 7 prošenj za razselitev, 3 prošnje smo ugodili, 3 smo
Tako da, kaj dosti interesa po razselitvi glede statistike ni bilo. To pa verjetno tudi kaže na kar dobre pogoje bivanja v azilnem domu. Imajo pravico do zdravstvenega varstva. Tukaj ni vključeno samo najnujnejše zdravstveno varstvo, ampak je posebna pozornost namenjena ženskam in pa ranljivim kategorijam, s tem, da lahko, če želijo kakšno dodatno storitev zdravstveno, lahko na to komisijo, ki smo prej omenili, da stovijo prošnjo. V lanskem letu so prišle 3 prošnje, tako da 2 osebam se potem plačalo, ki so zaprosili za njih, in 1 osebi operacijo. Prosilci imajo pravico do izobraževanja, imajo pravico do osnovne šole. Vsi naši otroci se šolajo, obiskujejo osnovno šolo Vič ali Vipava in pa imajo sedaj ponovno tudi pravico do srednješolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja. Prosilci imajo pravico do dela, in sicer po 1 letu, če v tem času pristojni organ ni izdal odločitve. Zato pa seveda potrebujejo delovno dovoljenje. Prosilci pa lahko uporabljajo tudi vzdrževanje dela v azilnem domu, to je novost. Kar nekaj prosilcev, recimo v lanskem letu, je bilo izdanih na ta način 21 napotnic za delo. Uporabljajo pa dela, kot so naprimer čiščenje, pleskanje, urejanje okolice. Mi si prizadevamo predvsem za, da bi prosilci kvalitetno preživeli čas bivanja v azilnem domu, predvsem, da bi jim kar se da zagotovili njihov prosti čas. Zato imamo organizirane tudi številne aktivnosti, tudi s pomočjo nevladnih organizacij, recimo poteka vrtec za predšolske otroke, potem, ko se otroci vrnejo iz šole, je zagotovljena učna pomoč, potem imamo računalniški krožek, tečaj slovenskega jezika, žensko skupino za samopomoč, različne ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, terapevtske delavnice za ranljive skupnosti, joga, likovna delavnica, plesni tečaj, kuharski tečaj. V času počitnic nevladne organizacije organizirajo različne izlete otrok na različne prireditve, tudi bazene so obiskovali v lanskem letu. Še posebej smo pa ponosni na časopis, to je Glas azila in zdaj tudi Azilček. To je, lahko rečem, primer dobre prakse, ko prosilci za azil skupaj z zaposlenimi izdajo časopis. Zdaj na koncu menim še delovanje družinske skupnosti. Ta lanskem letu je bila ustanovljena družinska skupnost. To je skupnost, katero smo počeli tako izvoznega doma kot prosilci, to je predstavniki prosilcev. Namen pa je, da oblikujemo neka skupna pravila bivanja v domu in da z njih izvemo, kaj teži, kakšne probleme so in potem skupaj poskušamo rešiti.